Štirje posavski poslanci, Matjaž Han iz SD-ja, Tomaž Lisec iz SDS-a, Dušan Šiško iz SNS-a in Igor Zorčič iz SMC-ja so po vzoru kolegov iz Državnega zbora iz drugih slovenskih regij s sprejemom in podpisom poslovnika uradno ustanovili klub posavskih poslancev. Ideja je prišla, moram reči, od Tomaža, zato, da na nek način formalno se ustanovimo in v bistvu skupaj rešujemo probleme, ki se bojo pač nakopičili v našem Posavju in na nek način, da se vendarle ve, kdo nas je poslal v Ljubljano in kdo nas je izvolil. Ja, kar nekaj klubov poslancev že deluje. Prišli so do ideje določeni poslanci, da bi se združili znotraj 6. volilne enote, ampak potem po neformalnih pogovorih s kolegi iz Posavja smo se odločili, da je v bistvu dovolj problemov, samo da jih mi v Posavju rešujemo, tako da smo se na hitro odločili, da smo 4 poslanci dovolj za nek resen klub. Še bolj je pomembno to, da smo 4 različnih strank, 4 tudi občin in smo dosti raznoliki, da znamo pogledati čim bolj širši spekter problemov, ki so v Posavju, ampak na koncu jih enotno reševati. Kot pravi Igor Zorčič, bodo s tem nadgradili dobro sodelovanje in večkrat predebatirali teme, ki so pomembne za Posavje. Trenutno je to seveda najbolj pomembna HE Mokrice, potem pa tudi druga vprašanja, ki se tičejo srednjega šolstva, zdravstva, cestnih povezav recimo z severnim, zahodnim delom Posavja in to je vprašanje 3. razvojne osi in podobno. Ena od pomembnih tem je tudi izgradnja odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini. Dobro vemo, kdaj poteče rok, da je to leto 2021 in da je treba narediti nekaj na tej smeri, čeprav Hrvati še danes pravim, da zagovarjajo 2 leti po zaprtju nuklearke, tako da smo soglasni vsi, da bomo podprli, da se bo čim prej začel delati to skladišče za nizko- in srednje radioaktivne odpadke. Tem bo seveda veliko, ena od ključnih tem je tudi pokrajine, tle moramo vendarle skupaj držati, če bo prišlo do ustanavljanja pokrajin. Druga zadeva so, kar je vezano na šolstvo, izobraževanje na tem koncu Slovenije, seveda se ne bomo mogli izogniti problemu bolnice Brežice, cestne povezave in pa tudi druge zadeve, ki verjamem, da jih bomo tudi slišali od županov. Dogovorili so se namreč, da se bodo enkrat mesečno sestajali tudi s posavskimi župani in se pogovarjali o temah, ki se tičejo občin. Moram reči, da imajo naše občine dobre župane, ki tudi med sabo, ne glede na politično pripadnost, zelo dobro sodelujejo in verjamem, da se bomo znali vsi skupaj vklopiti. Imamo zdaj še enega evropskega poslanca in posavska pokrajina, mislim, da je kar politično dosti zastopana, da lahko premakne tudi kakšno stvar.